Gospe in gospodje, pozdravljeni na predstavitvi nove knjige, ki se bo danes odvijala na Študijskem centru za narodno spravo. Zdelo se nam je, da glede na tematiko, ki jo tematizira današnja knjiga, da jo predstavimo v Ljubljani in tudi pri nas, ker dejansko knjiga sodi tudi v naš delokrog Študijskega centra za narodno spravo. Štirje sogovorniki bodo prisotni. Najprej med nami lepo pozdravljam gospo Dragico Krapeš, ki prihaja iz vasice Jesenice pri Cerknem, torej iz Cerkljanskega, ki je s to imenitno avtobiografijo zarezala v našo polpreteklost in še enkrat z tega mesta čestitam za pripravo knjige in tudi razgranitev svoje pretresljive življenjske zgodbe, nje same in njene družine. Poleg tega bosta spregovorila tudi pisec spremne besede, publicist in predsednik Društva slovenskih izobražencev iz Trsta, magister Martin Brecelj, tudi njega lepo pozdravljamo v naši sredini. Potem urednika knjige in tudi zastopnika založbe Mladika iz Trsta, ki je izdala knjigo, poznanega časnikarja in publicista gospoda Iva Jevnikarja. In nenazadnje, tukaj med nami je eden od tistih, ki je zelo zaslužen, da knjiga izšla, tisti, ki je tudi nekako dal idejo zanjo, če sem prav razumel iz konteksta prejšnjih predstavitev. To je gospod dr. Jože Dežman, ki je predsednik vladne komisije za prikrita grobišča. Torej, to bodo sogovorniki. Vmes bo odlomke iz knjige prebirala profesorica Barbara Rustija, ki nam bo poskušala skozi odlomke približati dele vsebine same knjige. Torej, gospa Dragica, spoštovani gospodje, beseda je vaša. Dajte nam približati knjigo, ki je bila pred kratkim natisnjena, danes je že ena tretja predstavitev, ne? Tako da bomo spoznali, o čem je govor. Hvala lepa in prijetno predstavitev. Lepa hvala dr. Jovenatu Podbersiču, hvala tudi vam, ki ste na pepelnično sredo prišli v Ljubljano na to predstavitev in pa seveda tudi lep pozdrav vsem, ki bodo to gledali po YouTubeu ali brali v naših medijih. Pozdravljam vas tudi v imenu založbe Mladika iz Trsta, ki jo verjetno poznate po reviji mesečni in po knjižnih izdajah. Knjiga Diktator z Griča je posebna knjiga v tej naši založniški dejavnosti, zelo pretresljiva. Vsebina je trda, ampak avtorica, kot smo jo lahko spoznali najprej v privatnih razgovorih, ampak potem tudi na prejšnjih dveh predstavitvah v Tolminu in Gorici, je znala kljubovati vsem težavam, je optimistka in gleda pozitivno na življenje, premagala je nešteto težav, o katerih boste lahko brali v knjigi. Kot rečeno, bo zdaj najprej Martin Brecelj predstavil svoj pogled. Mi smo iskali pravzaprav na začetku, to lahko povemo, jaz sem vprašal dva psihiatra in psihologa, če bi hotela napisati, da bi ljudje bolje razumeli, zakaj gre. Ampak oba sta rekla, to je taka težka snov, naj ljudje berejo in si potem razmišljajo in tako dalje. Se pa Martin Brecelj zelo poglobil v knjigo in mislim, da zelo dobra izhodišča za polno razumevanje te tragične zgodbe. Kot rečeno, bo Barbara Rustija pripravila nekaj odlomkov. Jože Dežman pa se je s to zgodbo seznanil še pred Mladiko, ne? Pa jo tudi vsaj deloma, ne v celoti, kot je zdaj v knjigi predstavil v eni svojih prejšnjih publikacij, zgodnejših publikacij. In se mi zdi, da spada prav v delokrog tudi Študijskega centra za narodno spravo in tudi te vladne komisije, ki preučuje zločinstva prejšnjega režima, ne? Prosim, Martin. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Knjiga Dragice Krapeš, Diktator z Griča,
je pretresljiva pripoved o dolgotrajnem in sistematičnem psihološkem nasilju, ki je zaznamovalo življenje njene družine in širšega okolja. Glavna žrtev tega hudodelstva je bila pripovedovalka sama s svojima staršema. Glavni hudodelec pa je bil njen ded po očetu, kateremu je Dragica Kapeš pravila oče in ki se v knjigi pojavlja zgolj pod imenom Diktator, češ, da je bil fanatik, to je citat, ki si ne zasluži, da bi bilo njegovo ime sploh zapisano. Zgodba se odvija v drugi polovici prejšnjega stoletja na Cerkljanskem. Diktator je bil do druge svetovne vojne, vsaj na videz, povsem normalen človek, mogoče celo širokogruden. Po poklicu je bil krojač, poročil pa je 7 let starejšo kmetico, ki je takrat že imela 5-letnega nezakonskega sina. Ta diktator je zrasel v povprečno verni družini in je v skladu s tedanjo družbeno normo dal krstiti tega svojega sina, Rudija, Dragičnega očeta. Kot beremo v knjigi, pa se je med vojno vse spremenilo. Citat: komunizem je potegnil diktatorja v svoj vrtinec in to je bil začetek konca složne družine. Med vojno se je to njegovo prepričanje le še stopnjevalo in doseglo vrhunec, ko je spoznal, da edini sin, pač ta Rudi, ni pripravljen spoštovati komunističnih nazorov. Konec citata. Torej, ta Rudi Peternelj se je namreč zaljubil v 11 let mlajšo sosedo Marico iz verne družine. Za diktatorja je bil to afront, češ da se je njegov sin spečal s klerikalko. Ko se je kmalu potem, to je bilo sredi 50 let prejšnjega stoletja, izkazalo, da bo postal ded, je s stisnjenimi zobmi pristal na poroko, čeprav le civilno. Zadeva pa se je dokončno izrodila, ko je bila Dragica na skrivaj krščena. Kakor hitro je za to zvedel, je diktator grobo obračunal s sinom, snaho in novorojenko. Dragičino mamo je izgnal z doma in je s pomočjo partijskih nadzornikov onemogočil vsak stik s možem in s hčerko. Dragica je potem odraščala ob očetu, ki pa je po diktatorjevem ukazu ni smel ne objeti, ne ogovoriti, lahko jo je samo ograjal. Z njo se je neposredno ukvarjal ded sam, torej diktator, a brez vsake človeške empatije. Dovolj je pomisliti, da je ni nikoli poklical po imenu, ampak se je na njo obračal le z vzdevkom čeča. Edina topla oseba v njenem otroštvu je bila babica, ki pa jo je diktator prav tako zatiral. Nadzor, ki ga je diktator izvajal nad vnukinjo, je bil izredno strog in je trajal do njegove smrti v 80-ih letih, se pravi pred osamosvojitev in demokratizacijo. Medtem se je moral Dragičin oče znova poročiti, tokrat s partiko, ki je bila do deklice hladna in sovražna. Kljub vsem krivicam je Dragica na koncu svojega življenja negovala oba, despotskega deda in trdosrčno mačeho.
Zbližala pa se je tudi s svojo mamo Marico, ter si ustvarila tem lastno družino, tako da je danes mama, babica in prababica. Prepuščam bralcem, da podrobneje spoznajo Trnovo pot, ki so jo prehodili Dragica Krapeš, njena starša, babica ter druge diktatorjeve žrtve. Gre za dogodke in situacije, glede katerih večkrat ne moreš verjeti, da so se zares zgodili, saj v njih izginja sleherna človečnost, pravzaprav normalna človeškost. V resnici smo priče neki patologiji, točneje psihopatiji. Podoben bolezenski sindrom, kakršen je prizadel Dragico Krapeš in njeno družino, se je prav gotovo že marsikdaj pojavil in se pojavlja tudi v drugačnih družbeno-političnih razmerah. Bolezen se pač rada prikrade vse povsod brez vabila, tako kakor mnoge druge nadloge. In vendar bi preuranjeno sklepali, da je bil diktator iz naše zgodbe čisto slučajno komunist in da njegovo hudodelstvo ni imelo praviti z družbeno-političnimi razmerami, ki so vladali v Sloveniji po drugi svetovni vojni vse do njene demokratizacije in osamosvojitve. Iz pripovedi nazorno izhaja, da je bil diktator kolesce, ki se je odlično vklapljalo v širši socialistični kontekst. Njegove lovke so neovirano obvladovale ne le Dragičino družino in sosesko, ampak so segale v širše družbeno-politično okolje vse do krajevne javne uprave, šole, delovnega mesta in celo do sodišča. Če je bil diktator res patološki lik, potem je bilo nekaj patološkega tudi v družbeno-političnem okolju, v katerem je uspeval. V diktaturah se z lahkoto uveljavljajo osebnosti s psihopatološkimi potezami, saj takšni režimi, kot vemo, temeljijo na ustrahovanju, manipulaciji in vsakršnem nasilju. Ker ni neodvisnih medijev, inštitucij, politične konkurence in tako dalje, v njih izginjajo zavore, ki bi lahko omejile osebe nezmožne empatije in človeške solidarnosti. O tem so že pisali mnogi psihologi, politologi in filozofi, od Hannah Arendt in Ericha Froma do Karla Popperja in do Roberta Hareja. Ameriška psihologinja Martha Stutt je na primer v svoji knjigi The Sociopath Next Door, Sociopati sosednje hiše, to je knjiga iz leta 2005, torej pravim, ta psihologinja, ameriška psihologinja je pojasnila, da psihopatija ni le klinična patologija, temveč je družbeni pojav, ki lahko preoblikuje celotne institucije in politične sisteme. Po njenem je jedro psihopatske osebnosti odsotnost vesti. Psihopat deluje brez empatije, brez moralnega obžalovanja in brez občutka krivde. Stuttova opozarja, da so psihopatske osebnosti posebno uspešne v okoljih, kjer je oblast koncentrirana in demokratični nadzor šibek. Zgodovina totalitarnih režimov ponuja izstopajoče psihopatske primere, kot so Adolf Hitler, Josip Stalin ali Pol Pot. Toda diktatorjev in diktatorčkov, če tako rečemo, enake baže je bilo in je nič koliko. Njim so po svojih dejanjih primerljivi tudi razni liki iz slovenske
oziroma jugoslovanske polpreteklosti. Pomislimo le na naročnike in storilce množičnih izvensodnih pobojev ob koncu druge svetovne vojne, od Hude jame do Macesnove gorice, ali pa na ustanovitelje in voditelje kazenskih in delovnih taborišč, začenši s tistim na Golem otoku. Knjiga Diktator z Griča je napisana v živahnem in tekočem jeziku, a ne gre toliko za literarno delo, kolikor predvsem za pričevanje. In sicer za pričevanje posebno dragocene vrste. Kot pravi Manca Erzetič v svojem delu Hermeneutika pričevanja, to je šlo leta 1923, je pričevanje v globljem pomenu besede izpričevanje človekove človečnosti. V njem človek razkriva, če porabimo filozofski izraz, to bit, svojo bit v svetu, torej svoje bistvo. A kaj se zgodi, ko je človeškost, ta to bit potlačena, naprimer v koncentracijskih taboriščih, v fanatični verski sekti ali v kakršnikoli tiraniji? Tedaj pričevanje v pravem pomenu besede ni mogoče. V knjigi Diktator z Griča to najbolj nazorno pride do izraza, ko Dragica Krapeš govori o obravnavi na sodišču v Novi Gorici, vsled katere so bile odzete njeni mami vse starševske pravice. Dragica je tedaj na tem zrežiranem procesu dejala, da svoje mame, to je citat, mame ne mara, ker je hudobna. Seveda to ni bilo njeno pričevanje v pravem pomenu besede. Kot 6-letni otrok je pred sodnikom le ponovila, kar jo je ded naučil, da mora povedati. To perverznost diktatorja in družbeno-političnega sistema, katerega izraz je bil, doseže enega izmed svojih vrhuncev. Pravo življenjsko pričevanje Dragice Krapeš je pač ta njena knjiga Diktator z Griča. V njej se avtorica katarzično dvigne iz poteptane v pristno človeškost in ponovno vzpostavlja svoje mesto v svetu. Bralci, se pravi vsi mi, pa lahko s sprejemanjem pričevanja potrjujemo njeno človeško dostojanstvo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Predsedom Breclju, zdaj bo Barbara Rustja prebrala nekaj odlomkov. Prosim. Moja starša sta postala par, ko je bilo mami 17, atu pa 28 let. Njuna brezskrbna ljubezen pa ni trajala dolgo. Diktator je začel rovariti proti njima takoj, ko jo je prvič videl skupaj. Zanj je bilo nekaj nedopustnega, da bi se njegov sin pečal s klerikalko. Le kako si je sploh drznil pomisliti, da bi se lahko družil z žensko, katere brat celo študira za duhovnika. To zvezo je bilo treba na vsak način prekiniti, ne glede na posledice. Mama in ata sta bila kljub temu, da sta bila poročena, sta živela pod stalnim pritiskom. Na eni strani diktator in komunizem, na drugi strani cerkev in mamini domači. Prav z druge strani se je po mojem rojstvu ta pritisk še povečal. Zdelo se jim je nedopustno, da me ne bi krstili, čeprav so se hkrati tudi zavedali, kako tvegam bi bil lahko ta obred. Ata, ki je dobro vedel, kako nepopustljiv je diktator, je dovolil, da me krstijo, kar pa je moralo potekati v popolni tajnosti. In prav dolgo moj krst ni ostal skrit. Diktator je namreč imel kar nekaj zvestih pristašev, ki so mu služili.
Med njimi sta bila še posebej aktivna ženska iz naše vasi in njegov sorodnik, gozdovnik iz sosednje. Prav ta ženska, imenovala jo bom čarovnica, je moj krst omenila na partijskem sestanku, ki je potekal pri njej doma le dober mesec kasneje. Pozvala je mojega ata, naj se izjasni, ali je kaj resnice nad tem, kar se šušlja med ljudmi. On je seveda zanikal, da bi vedel, kaj o tem. Diktator pa s tem odgovorom ni bil zadovoljen. Že sama misel, da bi bile govorice lahko resnične, ga je spravljala v bes. Zahteval je, da mama sama pove resnico. Bil pa je preveč ponosen, da bi vprašanje zastavil sam. To je morala opraviti njegova žena, moja babica. Mama je odgovorila po pravici. Res je, bila je krščena, a ni ne prva, ne zadnja. In babica je morala to povedati diktatorju. Mama je bila še isti dan izgnana iz hiše. Iztrgal je mene iz naročja in jo dobesedno brcnil čez prag. Tisti dan je bilo zadnjič, da me je mama držala v naročju. Čeprav sem dopolnila komaj 7 mesecev. Kakšen šok je bil to za moje starše, pa tudi za babico se ne da opisati. To pa je bil šele začetek našega trpljenja. Kot sem že omenila, sta bila ata in mama po tako nasilni ločitvi strogo nadzorovana. Mama je bila obupana in je poskusila vse, da bi me dobila nazaj, a zaman. Imela je celo toliko poguma, da je napisala prošnjo takratnemu sekretarju Centralnega komiteja Zveze komunistov v Sloveniji, a je bila grobo zavrnjena. Dovoljeno in je bilo niti toliko, da bi me lahko kdaj pa kdaj vsaj videla. Še naši hiši se niti zdaleč ni smela približati. Diktator je dobro vedel, kaj je treba storiti, da medve z mamo ne bova nikoli več skupaj. Nikoli ne bom pozabila tednov pred odhodom na sodišče. Večkrat na dan me je diktator poklical v šivalnico in me učil, kaj bom morala sodniku povedati, kako odgovarjati na njegova vprašanja. Čeprav sem že vse znala na pamet, kar ni odnehal. Takrat nisem mogla ne vedeti, ne razumeti, danes pa mi je vse jasno. Vprašanja, ki mi jih je zastavljal sodnik, se niso porodila v njegovi glavi. Ne. Napisal jih je diktator ob izdatni pomoči njegovih komunističnih podrepnikov. Le na ta način me je lahko naučil, kaj mora govoriti. Niti enkrat se mi ni zataknila beseda. Poti nazaj od sodišča do avtobusne postaje ne bom nikoli pozabila. Nekaj 10 metrov pred nama z babico je šla mama in glasno jokala. Še danes jo vidim, kako jo njen starejši brat in prijateljica podpirata, ter kako drobna in krhka je bila v tistem sivem plašču. Mene njen jok seveda ni ganil, a je diktator prav z mojo pomočjo poskrbel, da se ji je nož komunistične krivice zasadil še globlje. Dejal mi je, naj grem do nje in jo vprašam, zakaj se tako dere, in ji rečem, naj se kar, saj si je vsega sama kriva. Res sem iztrgala roko iz babičine dlani in dobesedno odplesala po pločniku. Nekaj korakov pred mamo sem obstala in ji ponovila to, kar mi je naročil diktator. Potem pa odskakljala nazaj do babice. Ata tega ni videl, saj je hodil daleč zadaj. Ta dan je tudi zanj ugasnilo zadnje upanje, da bomo kdaj srečna družina. Ne ploskamo, ker je zgodba preveč žalostna, da bi jo nagradili s ploskanjem. Vsekakor hvala za branje. Dr. Jože Dežman, to zgodbo ste spoznali že pred leti. Ni edina te vrste, ki jo poznate in ki jo opisujete v svojih knjigah, ampak prosili bi vas za komentar glede tega pričevanja. Takole, hvala lepa. Ja, veste, kako je? Najprej bi jaz rekel, da je to čudenje nad grozovitostjo zgodbe v bistvu odveč. Ker je realnost te zgodbe, veste, to ni, poglejte, Bronja Žakelj, poznamo
perilo se pere, ali belo se pere na 90, je zelo preprosta zgodba. Lojze Gostiša, njen stari oče, se je odpovedal hčeri, ker se je poročila v žirovsko klerikalno družino. In sem še enkrat zjutraj preveril pri Mihi Nagliču. Miha Naglič je poskušal Bronjo in Lojzeta Gostiša spraviti skupaj in je Lojze se je temu upiral, dokler pač ni obležal v domu in se vnukinji ni mogel pobegati. Ampak brutalnost tega, kar je že upozoril kolega Brecelj, in brutalnost knjige je pa seveda ima sistemski značaj. To je bil čas, ko se je tako delala. In ta verska vojna se ni bila samo vojna ob krstih, je bila vojna ob birmah, je bila vojna ob porokah, je bila vojna ob pogrebih in je bila preprosto tista vojna, ki leta 1952 dobi temeljno zakonitost v partijskem statutu, da z vero nima ničesar več. Ampak druga stvar je pa seveda ta obrat, ki ga izvede Dragica, midva sva se dejansko dobrih 20 let nazaj, je pa res, da je Milena Miklavčič prva njeno zgodbo objavila, Milena se danes upravičuje, ne more priti, ampak ta moč, nemočnih bi rekel, ta sposobnost, da ti, jaz bi temu, to je treba to Martin Karpanovsko, da ti izdelaš en lipov kiv, kjer ga se zasajajo brdavsove rči in ne morejo kaj več pomagati. To je velik dosežek, zlasti je pa dejstvo, da tako grozovito poškodovano otroštvo, ker pač odvzem materi je najhujši zločin možen, se pravi izguba, pa ne da bi z mater delal kakšne svetnice, ampak ker je lahko tudi materinski problem poseben, ampak dejstvo je, da materinska figura je tista prva in njeno uničenje je za otroka največja posledica. Ampak rekel bi, da je ta moč nemočnih, tukaj je pri Dragici se kaže njena rezistenca. V družinah so zelo različni odzivi otrok na take zgodbe, ampak Dragičin problem je, da ima vest, poskuša priti do konca, se ne pusti, jo tudi ni povozila, vsa nesreča, saj to ni bila edina v njenem življenju, saj jaz mislim, da vse druge odločitve do te skrbi za nemočne in tako naprej so take kalvarijske zgodbe, ampak izhajajo pa pravzaprav kljub vsemu, ko se nesreča začne valiti v življenju, se vali. In takih zgodb, jih pa lahko seštejemo, jaz moram reči, ena od mojih knjig, ki ni bila posebej prodajana, niti ne posebej odmevna, ima podnaslov Titoizem, porast nasilja, govori o tem, kaj vse je partija hudega povzročila, pa je ni ratalo, kljub vsemu je večina žrtev razvila celo ene preživetvene moči, da nas osupljajo, jih spoštujemo, tudi to moč, ki jo ima Dragica, ena je v vrsti teh in to je letos leta, veste, ko so ti njeni sotrpini nastopali v tem Možinovem dokumentarnem filmu iz tega mojega študijskega krožka. To je najbolj gledan dokumentarni film slovenskih vseh časov. Otroci s Petrička je verjetno en najbolj impozantnih slovenskih dokumentarnih filmov. To pomeni, da je tukaj strahovit potencial za ozdravitev, če hočemo ta spomin ohraniti. In ta moč nemočnih je v bistvu gromozanska. In drugo pa je, da v tej svoji zadnji knjigi pa pač dokazujem isto zgodbo. Komunistični strah v Gatah pripoveduje v svetu, ki je tudi sebe z nasiljem uničil. Ker ta nasilna figura tega silaka partijskega ni figura, ki bi jo glih dajal za vzor, ki bi bil to en srečen človek, en veseljak, en ustvarjalcen. To je bila ena Vasko Simoniti za te komunistične strah, kot da je to tragikomedija, ampak dejstvo je, da vse skupaj ni bilo vredno spoštovanja in ta
ta spomin na to pa seveda more biti, ker mi zdaj živimo v obdobju strahovitega zanikanja, ker naenkrat ni več partije, ni več revolucije, ni več ničesar več, ne. Ampak taka dejanja v tej verski vojni, to je čisti tak zganamo okrog protestantov in tega, ampak protestanti in kristijani takrat v reformaciji in proti reformaciji, to so bili nedolžne ovčke proti temu, kar se je zgodilo 50 let, 60 let, 70 let nazaj in končno, ker se ta norost se vleče tudi do danes naprej, ne. In zato bi jaz samo drugo stvar povedal, ne, da to, kar je pri Dragici najbolj spoštovanja vredno, ali žensko ali ne, ampak dejstvo je, da je to božjo lučko, ko ima prižgano za besedo, je ohranjala. Ne? In jaz mislim, da njeno delo kot pisateljice otroških knjig, njen opus je pravzaprav impozanten, ne? Je pisateljica, tako da jaz bi tukaj oporekal, da ne gre za knjižno delo. To je strašansko omalovaževanje avtorice. Ne? To je delo kreativne in kultivirane gospe, ki je v življenju marsikaj napisala že. Ne? Tako da, se pravi, ampak bi pa to, kar je pa Martin rekel, to je sistemska zgodba. To sodi v to, kar je treba neprestano ponavljati, da nas ne bi spet s kakšnimi lažmi ali pa poenostavljani ali pa z napačno diagnostiko okrog prinesla. Skratka, Dragica, čestitam. Hvala. In voščem, da bo napisanega še kaj drugega, tako kot je že bilo. Ne? Ja, upajmo. Najlepša hvala dr. Dežmanu, zdaj pa ima seveda besedo avtorica. Prosim. Ja, najprej lep pozdrav vsem. Vse pravzaprav je bilo že veliko ali pa že celo vse povedano. Tako da jaz bi dodala samo to. Zgodovine se ne da spremeniti. Lahko pa s skupnimi močmi, z dobrim delom, poštenim delom, z dobrimi dejanji in spoštovanjem do sočloveka ustvarimo boljšo prihodnost. Če se bomo pa še naprej delili na vaše in naše, ljudi ocenjevali po imenu in priimku in ne po njihovih dejanjih in iskali napake pri drugih samo zato, da bomo skrili svoje, potem pa te boljše prihodnosti ne more biti. Moram pa povedati še nekaj glede diktatorja z Griča. Nisem to knjigo napisala zato, da bi kdorkoli danes spreminjal mnenje o meni. Da sem jo opravičeval ali karkoli. Napisala sem jo zato, da se ne bodo te laži o mojih starših in o meni in vsa ta podtikanja kot legenda prenašala iz roda v rod. Da se ne bo spet našel kakšen zgodovinar v navednicah, ne, ki bo hodil z pomečkano zapisnico pa svinčnikom v roki od hiše do hiše in potem zapisal samo to, kar bo všeč ali pa mu bodo celo narekovali določeni posamezniki ali pa ga bo k pisanju vodila njegova politična prepričanost. Veliko krivic sem prestala v življenju, veliko napak, ogromno napak sem naredila, nobene pa z namenom, da bi nekomu škodila. Ne bom pa ponovila napake diktatorja, napake, ki je tako usodno zaznamovala moje življenje in življenje mojih staršev, pa tudi mnogih drugih. Nikogar nisem in ne bom ovirala na življenjski poti, ki si jo je začrtal z vso pravico, začrtal sam
čeprav na tej poti ne bo prostora zame, ker je začrtane preozko. Pač v življenju se zgodi marsikaj, ampak samo če bomo pravični do soljudi, ne glede na to, kako se pišejo, kaj delajo, da bomo najprej pometli pred svojim pragom, potem šele pred sosedovim, bomo mogoče lažje šli naprej. Zdaj, če bi me kdo rad kaj vprašal, prosim, ker res po pravici povem, veliko lažje pišem, kot pogovorim. Ne? Če pišem, lahko besedo izbrišem, izgovorjeno je pa težko potem. To vse snemamo. Ja, saj to, ne, zato ker pač res lažje pišem, kot odgovorim. Rada bom pa odgovorila na kakšno vprašanje. Torej, beseda je vaša. Medtem, ko razmišljate, bom jaz vprašal nekaj, kar je zanimivo za prisotne. Kako ste dobili dokumente, na katere se sklicujete? To niso samo spomini. Knjiga je bogato dokumentirana. Ja, teh dokumenti, kar jih je v knjigi, je zelo, zelo malo. Če bi zbrali vse, bi bilo vsaj še za 2 knjigi brez teksta zraven. Prvo in to pravzaprav najbolj pomembne dokumente zapisnika o tem, ko so moje starše ločili, pravzaprav mamo obsodili kot sovražnico države, je bilo ta 2 zapisnika in še nekaj drugih dokumentov, je moja hči pred približno 25 leti našla v neki stari omari, ki je bila diktatorjeva in je bila pač potrebna, da jo vrže ven, ker ni bila več uporabna. In ko je vzela predal, spodaj je bil predal v omari, in ko je vzela ven ta predal, se je spodaj pod predalom pokazala ta mapa in v njej pač so bili ti zapisniki. Je bilo tudi še kar veliko drugih dokumentov, še veliko več sem jih pa sama odkrila v kovčku, ki je bil na podstrešju tudi diktatorjev, ne? In pravzaprav vedeli smo, da je v tem en kup enih starih papirjev, ampak nihče pa ni posvečal pozornosti. In po odkritju teh prvih dokumentov sem pa začela potem počasi malo pregledovati eno in druge stvari. Še več in še bolj podrobno sem pa te dokumente pregledala kasneje, ko se je pred mojo hišo pojavil tisti gospod, ki se mi ni predstavil, ni hotel povedati svojega imena in mi je povedal veliko stvari, ki je po eni strani bi bilo bolje, da bi jih zamolčal, ker bi mogoče nekje daleč v ozadju svojih misli ohranila lahko vsaj še drobec spoštovanja do diktatorja, ki je bil nažalost moj ded. Po tistem sem pa res potem te dokumente bolj pregledala in tudi še veliko takih našla, ki smo jih tudi uvrstili v knjigo, še več jih je pa na mojem domu, ki pa čakajo, da jih bo mogoče pa kdo kdaj bolj podrobno in bolj strokovno pregledal, kot pa to lahko naredim. Jaz, ki sem končno le ena čisto navadna kmečka punca, brez kakšne posebne izobrazbe. Ne? Hvala. Prosim. Redka priložnost, da imamo avtorico med nami in je lahko še kaj vprašamo, ne? Pavla Krenc. Vašo knjigo sem v knjižnici našel, takole na polici gor, pa me je potem naslov pritegnil in se vse usposobil. Prav zanimivo je to, da knjiga ima občutek bolj sameva, da ni prav velikokrat izposojena.
kar pa ni značilnost samo vaše knjige, ampak nasploh tega, kar je gospa Puferjeva enkrat rekla, ta mladina ne ve nič, ne bere, ne to in potem šolski sistem pa itak temu pripomore. No, ko sem pa pol to prebral, nekako povedal, sem rekel, to je bila pa res težka usoda, ampak čudil sem se pa vašemu očetu. Če bi jaz bil na njegovem mestu, bi pobral šilo in kopita. A bi? Ja. A bi? A upate to reči? Ja. Gospod, oprostite, tudi moj ata je poskušal vse možnosti, ampak je preprosto ni bilo. Samo kdor je živel v tistem času, kdor je imel ob sebi človeka, če mu sploh kako tako rečem, kot je bil moj diktator, ne, ki mu je s pištolo revolver držal na glavo in mu narekoval pismo, ki naj ga mami napiše. Ne. Zasledovan je bil na vsakem koraku moj ata. Ne. Zagroženo mu je bilo večkrat, da bo šel v Kočevsko reko, če ne bo ubogal. Iskal je stanovanje takoj potem, ko je mama odšla od doma. Službo je dobil, mimogrede, pri tistem Mizarju, pri katerem je delal tudi že prej, ko se še ni imel svoje delavnice, samo stanovanje je hotel še dobiti. Ampak podrepniki tega diktatorja so bili povsod. Zasledovali so ga na vsakem koraku in takoj, ko je on začel iskati stanovanje, je bil spet sklican sestanek tiste partijske celice v naši vasi in mu je bilo strogo prepovedano oditi od doma. Zdaj pa, jaz sem celo sama vprašala mojega ata, zakaj ga pa ni enostavno ustrelil. Saj je bil lovec in nesreči se dogajajo, ne? In kaj mi je ata odgovoril? Da ga je bilo od vsega začetka strah, da ga bo pospravil nekdo drug, kriv, da bi pa padla na njega. In po drugi strani ga je pa nekako gnalo upanje, da se bo vsa ta komunistična diktatura nekako polegla in da bomo s časoma lahko prišli skupaj, mama in on in jaz, ne, da bomo spet kot družina. Ampak to se ni zgodilo. To je lahko samo upal. Ampak moral se je drugič poročiti. Mama je mogla iz vasi. Vse to in bila sta nadzorovana pravzaprav do konca življenja. Ko sem jaz prvič vzpostavila stik z mamo, mi je veliko stvari povedala prvi dan, ko sem prišla na Snedlič, je molčala. In nikoli več, zato ker so ji takoj prišli zagroziti. In gospod, pa vi pravite, kaj vse bi naredil? Če bi živel v takratnem času, v takratnih razmerah, ne bi naredil popolnoma nič, če pa bi kaj, pa vas danes ne bi več šlo. Tako je takrat bilo. Ne. Marsikdo je že tako rekel, ampak ne gre, ni šlo. Če smem, bi pa vendarle spomnil, da ste pa vi zbrala toliko poguma, da ste šla k svoji mami. Ja, res je. In to kdaj se je zgodilo? Meni je bilo strogo prepovedano kakršnekoli stike z mamo, z vsemi njenimi, recimo z njeno mamo, s babico in tako naprej. In jaz sem pa, ko sem postala polnoletna, ne, že prej sem začela hoditi v službo in v službi v cerkljanski eti, kjer sem delala, je bilo veliko ljudi, večina, no, ki so govorili ravno obratno, kot sem jaz vedela. Vsi so vedeli povedati, da je moja mama dobra ženska, da je pač čisto nasprotno, kot sem vedela o njej jaz, kar mi je povedal tato. Ne. In znašla sem se spet med dvema ognjema, kaj je prav in kaj ni.
Ampak nobene možnosti nisem imela, dokler nisem postala polnoletna. In ko postaneš polnoleten, misliš, da si vladar vsega, da lahko počneš, kar hočeš. In tako sem si jaz to predstavljala. Šla sem obiskat mojo mamo, 18 let pa nekaj mesecev sem imela, ne? In takrat so se prvič v življenju objeli in prva stvar, ki je bila, me je prijela za roko, to sem napisala tudi v knjigi, in me vprašala, če nimam prstana. Prstana, ki ga je ata podaril, ko so bile še fant in punca. Lahko bi rekli, danes rekli zaroči prstan, ne. In ko je morala od doma iti, je ta prstan atu vrnila z namenom, da ga bo dal meni, ko bom odrasla. Ampak ta prstan je izginil. Iz njegove nočne omarice v predalu ga je imel, ne. Ampak marsikaj mi je mama povedala, prvič, ko sem bila pri njej. In kaj sem naredila jaz, ko sem prišla? Na dan sobote sem bila pri njej, v nedeljo zjutraj sem najprej to povedala atu. Vprašala sem ga, ali veš, kje sem bila včeraj? Je rekel, ne. Sem rekla, pri mami. Prvič se je takrat zgodilo. Vstal je izza mize, me prijel za roko, me pogledal v oči in rekel, Dragica, prav si naredila. In seveda jaz v tisti svoji, kako ne rečem, euforiji, ne? Zdaj sem pa jaz polnoletna, to pa nihče mi ne more nič več prepovedati, sama sem gospodar sama sebe, ne? Sem šla pa k diktatorju v stanovanje, še danes ga vidim, kako je ležal na tisti kmečki peči. Sem rekla, oče, veš, kje sem bila včeraj? Pa ne sem v zrmeni zmignil, ne? Sem stopila še malo bliže, sem se naslonila na peč, sem rekla, pri mami. In takrat je bilo pa, kot da bi mu torpedo podstavil pod zadnjo, ga je odneslo s peči. Niti govoriti ni mogel, je clav je, penast je bil, preden je sploh prišel do besede. Me je začel zmerjati, kričati, da kako si sploh lahko, kako sem si to upala, da je to najhujša sovražnica države, da mi je to strogo prepovedano, da se nikoli več kaj takega ne zgodi. In seveda, nisem bila več otrok, bila sem polnoletna, ne, in nisem bežala pred njim čez potok pa pod plot, tako kot otrok. Ne, mirno sem ga gledala, ko je nehal kričati nad mano, sem mu pa lepo povedala, glej, polnoletna sem, pri mami sem bila in k njej bom šla, kadarkoli bo meni všeč. Ti mi tega ne moreš več prepovedati, ne. Ampak tisti dan sem si pa jaz dokončno skopala grob, ker od takrat naprej sem bila pa popolnoma in v službi in povsod. To lahko preberete tudi v knjigi, kaj se je počelo z mano. In še v današnjem času sem v mojem domačem kraju pravzaprav tista, tam gora, ne. Če povem samo, ko je šla prva knjiga, nobene omembe vredne literarne vrednosti ni v teh mojih romanih, ampak napisala sem jih sama s svojim skromnim znanjem. Ko je šla prva, kaj je bilo v vasi? Ta je napisala knjigo, prepisala od nekje in spodaj napisala svoje ime, ne. Že potem se vidi, po teh izjavah se vidi, ne, da, kako bi rekla, nimajo glih najvišji haiku, tisti, ki se nekaj tazga spomnijo, ne, ker ne da se to kar tako. Ne morem jaz od gospoda Brecla nekaj prepisati, pa potem napisati spodaj svoje ime ali pa od gospoda Dežmana, ne. Ampak tako je. Samo jaz se pa s tem ne obremenjujem. Zato, ker glede tega marsikaj naredimo narobe, marsikdaj
naredimo dejanje, izrečemo besedo, ki bi jo 5 minut prej ali pa pol ure kasneje ne izrekli. Ne? Če nekomu v gneči stopimo na nogo, je beseda oprosti dovolj. Če pa nekomu dan za dnem, leto za letom, namerno povzročamo krivico, takrat pa beseda oprosti nič ne pomeni. Svoj pomen dobi šele takrat, ko je podprta tudi s konkretnimi dejanji. Ampak nikogar ne obtožujem, nikogar ne bom sodila, ker si sodbo vsak izmed nas piše sam. Kdo nam bo sodil, pa tudi ne bom zdaj tu nakladala po domače rečeno, ker sem se to napisala v knjigi. Toliko. Jože. Ja. Veste kako, jaz mislim, da smo prišli do te točke, ki je ta malo ponižnosti tukaj le potrebne, a ne? Tole, kar ste si vi prvošli, je sicer zelo značilno tudi za Slovence, a ne? Ampak to je napuh malo, to je malo napihneno, a ne? Ampak jaz bi rekel, da zdaj ker sem se začel spominjati, ste takrat, ko se srečala v Kranju, a ne? In te vaše knjige so pravzaprav zanimive. Veste, že takrat se lotili tega grozljivega problema prehoda, tranzicija. Nekaj se je lahko v enem kmečkem okolju z eno trmo, pa ne samo s partijsko trmo, ampak tudi s trmo enih ljudi, ki so branili stari svet, dogajalo. Ne? In tukaj, veste, če hočemo res realni biti, jaz vam povem, tudi obratni primeri so bili, ko je sin ali pa kdorkoli en familijo šel v partijo, so ga drugi izločali, pa je bilo dediščina odpovedana, to ni bil enosmeren promet, ne? Ampak drugo, kar pa je spet, ne? Prejle sem jaz pokazal Dragici eno sporočilo, ki mi ga je poslal Marjan Podobnik, ne? In mi pošle eno gospo, ki bi lahko povedala na Cerkljanskem vrhu za eno grobišče. Ne? In prav, Dragica, da to ni to grobišče, ki ga ona omenja. Ne? In spet prihajamo do tega, da če bi šlo po vaše, bi rekel, se to pa bi mogli vsi povedati. Ne? In sploh ni nujno, ne? Očitno je to grobišče prva zgora, ne? Eno od tistih, ki jo bo treba dati v register, označiti in tako naprej. In Primorska, ne, tudi kar kolega Podberzič večkrat omenil, se šele odpira. Tukaj se šele stvari lušijo. Ne? Jaz se spomnim enega arhitekta, ki dela trdnave na Rapalski meji, ne? In je, ne vem, ali mi je povedal za tole, to je eno opuščena italijanska gradna prva zgor, pa je očitno še ena. Skratka, tu so plasti, ki pravzaprav živijo pa ne živijo. Ne? In zdaj verjetno bi bilo zelo zanimivo v domačem kraju, kljub vsem vsi vedo za... ali pa so vedeli, no, nekako, ker sta le dva otroka. Vedeli so, recimo... No, ampak smo spet pri tem, ne? Ja, ampak zanimivo je to. Meni je diktator vedno govoril, da so v tisti jami, mi je on pokazal, ne, da so tam 4 fašisti, ki so jih ubili partizani. Z vso pravico ubili partizani, je rekel. Ne? In tudi Ata je vedel za te 4. Ata takrat je bil v taborišču, ni bil doma. Ne? Od razpada Italije do konca vojne je bil on v Nemčiji v taborišču. Ne? In šele od drugih sem pač potem zvedela, in od strica, in od tega soseda, ne? Da jih je tam noter preko 20. No, ampak gre preprosto za to, ne, ker srečujemo, ne, pravzaprav nič ne uide, ne, tudi... Resnica vedno pride na dan. Ja, in Ivo je prejle prinesel to knjigo Milana Bučarja, ne, Žitno klase pšenične police, kjer je človek zapisal govorice iz ene vasi, ki so govorili tisto, kar... In je udba je bila popolnoma nemočna, ne, tukaj... Ni bilo recepta in zdaj ta domišljija verjetno, če bi zelo natančno šli pogledati, tako kot pravite, kaj o vas govorijo, kaj se je o vaši mami govorili, kako ste vi mamo videli, kako so jo drugi videli, kako in kar naenkrat bi lahko isto dramo dobilo v tem grobišču, tam pri vaši Morišču, pri vaši vasi. Kako
dolga je pot in kako je življenje neizmerno zapleteno. A se ve, ali se ne ve, a se pove, ali se ne pove, a ne? Ja, glede govorice tako. V naši vasi so ljudje vedeli to, kar jim je bilo položeno na jezik strani diktatorja in njegovih pomagačev. Ne. Oni so vedeli to resnico. In marsikdo, ki bere knjigo, tole zdaj diktator Zgliča, se čudi, ker jim sploh ni bilo niti oddaleč ne, niso poznali resničnega življenja mojega. Ne. Poznali so me to na tam gor Zgliča, ne. Tiste sem bila pač nič vredna, ne. Kjerkoli sem bila. In tudi glede tega grobišča, ne, vejo, da je nekje gor v gozdu jama, ampak da, ne vem, če jo pa kdo zna, mogoče par ljudi, da jo zna pokazati. Ne. In tudi ravno zaradi tega, ko sem rekla, da se bo spet našel kakšen zgodovinar, ne, sicer je danes nisem prinesla s sabo, v knjigi Jesenica in orehek skozi stoletja, tam noter je veliko stvari zapisanih, ki bi jih bilo treba raziskati, zato ker je tam ogromno laži, ne samo v moji družini, sem jim mogel ta gospod tudi javno upravičiti, ko je knjigo napisal, ne? Ampak ogromno stvari in tudi od diktatorjev je tam, so same pohvale noter. Čeprav je videl originalne dokumente, ki jih imam jaz noter, je še vseeno upal zapisati. Ker so me imeli v vasi, čeprav sem marsikomu rekla, da pišem zgodovino naše družine, ampak so me imeli za tako nesposobnost, mislim, da bom spet napisala samo tam en roman, ki pa pač ga bereš, če čez večer zaspati ne moreš, ne pa zaradi drugega. In zdaj je pa seveda drugačna reakcija, zdaj se pa lepo tiho. Vsekakor boste doživeli zadoščenje, kot upam, prihodnji mesec bo predstavitev v knjižnici Franceta Bevka v Cerknem, torej v domačem kraju. Veliko zadoščenje mi bo. In to je knjižnica sama predlagala. Ja, in to jaz bom tam lepo tako, kako bi rekla, na lep način jim povedala, kakšen odnos je bil, zakaj tam ni bilo predstavitve, krstna je bila v čast mami v Tolminu, bi bila v vsakem primeru, a ne? In bom lepo jim servirala na takem krožniku, kot servirajo oni mene. In, kaj povem, javno se bom zahvalila Mladiki, ker Mladika ne izbira, katero knjigo boste izdali po priimku in imenu avtorja, ampak po vsebini. In ta vsebina je bila pa brez vsakršne cenzure tudi objavljena. Prav, mislim, da lahko s temi besedami tudi zaključimo.